Pozdravljeni. Desetič letos bomo posvetili našo pozornost običajnemu komentarju novic, ki so se zgodile v preteklih dneh, vezane na svet Formule 1. Čeprav boste hitro opazili, da tokratne novice so se v bistvu zgodile v zadnjih 2 dneh, se marsikatera v bistvu navezuje na dogodke, ki smo jih na tem kanalu že omenjali. Kot običajno 4 različni sklopi novic, in ukolikor koga izmed vas zanima, kaj je pisalo v tistem izvirniku, ki ga navajam ob vsaki novici, kot običajno bližnjice navedene v opisu. A da ne bomo predolgi, začnimo z našim prvim sklopom. Verjetno je marsikdo izmed vas opazil, da so se pri družini Mazepin nekako spravili tako na svet Formule 1, predvsem na ekipo Haas. Na spletni strani motorsport.com smo lahko 9. marca prebrali novico, da Uralkali kot bivši glavni pokrovitelj ekipe zahteva denar nazaj, kar je po svojem logično. A zanimivo je zaradi tega, ker Rich Energy prav tako je bil v sporu z ekipo Haas. Samo vloge so bile obratne. Haas je zahteval od Rich Energy, da jim plača denar, ki ga jim je bil dolžan. In takrat se je govorilo o okrog 35 milijonov funtov. Ogromna vsota za vse nas. A ta novica sama po sebi še ni tako zanimiva. Namreč le dan prej, 8. marca, smo lahko na spletni strani RaceFans prebrali, da Uralkali se tudi umika iz nižjih kategorij in govorimo o Formuli 2 in Formuli 3. Tam je bil pokrovitelj ekipe Hype. In tudi tu bi lahko rekli nič kaj takega in na prvi pogled nič zanimivega. A zanimivo je to, da Dimitrij Mazepin je bil v bistvu lastnik ekipe Hype. Ta je nastala leta 2014, ampak 2018 ga je prevzel Mazepin. Nato se je to lastništvo nekako premikalo med raznimi skupinami podjetij, katere je bil pa v takem ali drugačnem pogledu zmeraj lastnik Mazepin. In sedaj je ekipo nazaj kupil ustanovitelj Oliver Oakes. In mnogi izmed nas se lahko sedaj začnemo spraševati, kaj se dogaja v svetu motošporta. Sam razumem, da se določeno pokroviteljstvo lahko prekine, da pride do spora, do neizpolnjevanja pogodbe. Ampak pri prodaji določene strukture se morata z njo strinjati tako prodajalec kot kupec. V primeru Formule 2 in Formule 3 oziroma strukture Hightech izgleda, da je prišlo do nekega pogovora. Morda Mazepin se v resnici sploh ni umaknil, ampak je dobil neko varianto, kako bo ostal tihi, skrivni lastnik, čeprav to mi, navdušenci in navijači, sprva sploh ne bomo videli. Kaj se bo zgodilo pri ekipi Haas, bo pa seveda povedala prihodnost in verjetno tudi kakšno sodišče. Mi najbolje, da gremo naprej. Na italijanski verziji spletne strani motorsport.com smo lahko 9. marca zasledili novico, da pri McLarenu so opravili že drugi snemalni dan in to na progi v Bahreinu.
Videli smo lahko na fotografijah, da so malce spremenili barvno shemo. Izginil je marsikateri vitel, predvsem vezan na tobačno industrijo. Vidimo napis, ki reklamira McLarenove superšportne cestne avtomobile in lep del te tako znamenite ali toliko propagirane oranžne barve je v bočnem posnetku nekako izginil. Samo po sebi to ni nobena novica, kajti, kot sem že tolikokrat povedal, zaradi take ali drugačne barvne sheme bolid ni počasnejši ali hitrejši. Na tem snemalnem dnevu so opazovalci zapisali, da pri McLarenu so tudi testirali, kako gibko je njihovo dno. Spomnim vas, v predhodnih prispevkih smo govorili, da pri McLarenu so bili izjemno blizu tisti mejni masi, kar se tiče bolidov, in tudi pri poskakovanju niso imeli velikih težav. Zanimivo je, da prav pri njih merijo, koliko se upogiba ravno dno, kajti to je eden izmed vzrokov, zakaj do poskakovanja v resnici pride. Seveda pričakuje se dvig minimalne mase bolidov in izgleda, da pri McLarenu so v bistvu vsaj pol koraka pred konkurenco. Ali ta polovica koraka je v pravo smer, bomo pa videli prav kmalu na zimskih testiranjih. Prav tako na italijanski verziji spletne strani motosport.com smo lahko prav tako 9. marca zasledili izjemno zanimiv članek, ki se dotika skuderije Ferrari. Avtor Franco Nunez navaja, da na prihajajočem testiranju v Bahreinu bomo na bolidu skuderije Ferrari videli isti pogonski sklop, kot je nastopal v Barceloni. Govori se o tem, kako napredni so pri skuderiji Ferrari, kjer skušajo doseči tiste kilometre, ki so potrebni za nekako preizkušati zanesljivost. Seveda, to se skuša doseči tudi na tako imenovanih mizah, ampak vseeno. Sam Nunez v nadaljevanju pravi, da pri Ferrariju so v Barceloni dosegli razdaljo 2000 km. In seveda, dobro vemo, da pogonski sklop v Formuli 1 mora imeti življenjsko dobo, po mojem osebnem mnenju, okrog 7000 km, po Nunezovem mnenju okrog 6000 km. Ker je on bistveno bolj izkušen avtor od mene, verjamem njemu, torej 6000 km. Malce sem pogledal, kako so se ekipe odrezale v Barceloni, kjer je Sky Sports 25.2. objavil rezultate in tudi število krogov. Pri Ferrariju so bili seveda najboljši. Prevozili so 439 krogov, kar je bilo največ. Samo kot nekako smernica, pri Haasu so bili najbolj skromni 160 krogi. Točno vemo, da krog v progi Barcelone je dolg 4655 metrov in če to zmnožimo, vemo, da so pri Ferrariju do sedaj prevozili prav točno tisto, kar je rekel Franco Nunez, nekaj manj od 2050 km. Sedaj se sam sprašujem, kaj lahko rečemo o tem toliko prehvaljenem pogonskem sklopu Ferrarija. Govorim o interni številki 066/7 ali ljubkovalno imenovanem superfast. O kakih težavah z zanesljivostjo ne moremo govoriti, kajti prevozili so tretjino tistega, kar je nekje minimalna življenjska doba. Kolikor bi pri Ferrariju imeli kakšne težave, bi se te pokazale v zadnji tretjini in ne v prvi. In v zadnjih 3 dneh testiranj dvomim, da bodo napravili
dvakrat več krogov od tistih, ki smo jih videli v Barceloni. Seveda, prvo dirko, ki jo bomo spremljali praktično čez 2 vikenda, bodo začeli s popolnoma novo enoto in do takrat bodo morale vse ekipe v bistvu zbrati potrebne podatke. Za enkrat pokazatelj, kar se tiče same zanesljivosti, ne bodo testiranja, temveč dirke. In tam med 6. in 8. dirko bomo že videli, kolikor bo bilo kateri dobavitelj začel mrzlično menjati elemente. A do takrat seveda bo treba počakati, mi pa najbolje, da gremo na naš zadnji sklop. V zadnjem sklopu se bomo pa malce obregnili ob govorice, na katere sem naletel ob prebiranju spletne strani znane italijanske revije Autosprint, zopet 9. marca. Audiju naj bi zamrznili svoj program v kategoriji Endurance, točneje programu LMDH. In to je izjemno pomemben podatek, če verjamemo govoricam, da Audi si želi vstopa v Formulo 1 v sezoni 2026. Koliko ukinejo program v Enduranceu, lahko pomeni, da bodo vse sile lahko mogoče usmerili v smer Formule 1. V prihajajočem tednu naj bi tudi uradno lahko izvedeli, ali se bo to zgodilo ali ne. Ampak sedaj že lahko začnemo razmišljati. Namreč prvič, mnogi navdušenci so še do pred kratkim trdili, da tehnologija, ki se jo rabi v Enduranceu, je pravzaprav podobna tisti, ki jih rabimo v Formuli 1. Da se sedaj izkaže za neresnično izjavo. Namreč, ukolikor Audi izpusti priložnost testiranja novih tehnologij v Enduranceu, zato da se bo lahko posvetil v Formuli 1, pomeni, da pogonski sklop za eno in drugo kategorijo nima nič skupnega. Drugič, pred tedni smo lahko brali mnogo novic o tem, kako naj bi McLaren bil v pogovorih z Audijem, a Red Bull s Porschem. Sedaj se bo lahko izkazalo čisto drugače. Namreč nikjer ni rečeno, da v isti skupini bodo razvili 2 od med seboj neodvisna pogonska sklopa. Čakam na uradne izjave in seveda na potrditev vstopa koncerna Volkswagen v svet Formule 1, še zdaleč nisem prepričan, da se bo vse odvilo tako, kot so nekateri pravili. Lahko bomo videli čisto drugačno sliko. In razred LMDH ali Le Mans Daytona Hybrid naj bi videl vstop Audija kot Porscha v naslednji sezoni 2023, kjer naj bi uporabljali šasijo Multimatic kanadskega podjetja. A sedaj se odpira nova varianta, da bi ta program nekako prenesli na Lamborghini, drugo znamenito znamko, pa je seveda pod okriljem skupine Volkswagen. Torej, če se bo zgodilo kaj takega, ta program Audija v Enduranceu sploh ne bo zamrl, kot so nekateri trdili. Le znamko bodo zamenjali in seveda z istimi ljudmi nadaljevali zgodbo. To je ena izmed težav, ko naletimo na takšne ali drugačne govorice. Bolj ko se poglabljamo, bolj ko skušamo razumeti, zakaj pravzaprav gre, manj konkretnih odgovorov dobimo na enostavno vprašanje. Danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda.